dejansko imamo bančno luknjo, davkoplačevalci smo jo sanirali v višini 3,9 milijarde evrov, obsojen ali pa kriv za nastalo situacijo, zato da smo davkoplačevalci namesto, da bi dali denar v zdravstvo, v infrastrukturo, v šolstvo, v izobraževanje ali kamorkoli drugam, ker ga bi bolje porabili, bodisi tudi za pokojnine, smo ga namenili za sanacijo tega bančnega sistema. Ampak ob tem še nismo dobili tistih, ali pa ni tistih, ki so odgovorni za nastalo situacijo. Nekako se zdi, da imamo bančno luknjo, nimamo pa krivcev. In v Novi Sloveniji menimo, da tudi delovanje organov pregona in sojenje v zadevah bančnega kriminala, da so bili te rezultati do sedaj nezadostni. Obsojen namreč še ni bil nihče, prav tako odškodninske odgovornosti ni. In v Novi Sloveniji stremimo s temi ukrepi, ki jih danes predlagamo, z dvema novelama zakonov, predvsem tako po kazenski, kot tudi po odškodninski odgovornosti. In država se mora v tem primeru postaviti na stran davkoplačevalcev, ki so ta bančni sistem tudi sanirali. Strani Vlade Republike Slovenije 3 leta dejansko čakamo, ukrepov pa ni. Tako kazenska kot odškodninska odgovornost se tako rekoč zamika. In prišli bomo v situacijo, ko lahko ne bo bil nihče obsojen, tako ne kazensko, pa tudi odškodninsko nihče ne bo odgovarjal. In korenitejših sprememb do sedaj, tukaj se lahko posujemo s pepelom tudi naša vlada, tukaj gre za odgovornost vse politike, korenitejših ukrepov na tem področju do sedaj še ni bilo. Zaradi tega v Novi Sloveniji predlagamo poleg zakona o bančništvu tudi ukrep, in sicer novelo zakona o sodiščih, s katero uvajamo nove oddelke na sodiščih, ki bodo namenjeni izključno obravnavi postopkov kaznivih dejanj, storjenih na področju bančništva. S tem predlogom tudi sledimo stališčem vode specializiranega državnega tožilstva gospoda Harija Furlana, ki je dejal, da potrebujemo specializacijo sodišč. Nenazadnje tudi sam minister je zavzel to stališče, še ko je bil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, in mislim, da se je šel zdaj tudi na Islandijo gledati, kako te stvari delujejo. Se pravi, imeli bi sodnike, ki bi bili izključno specializirani za sojenje v primeru bančnega kriminala. Ne pa, da se sodniki dopoldan ali pa en dan ukvarjajo s civilnopravnimi zadevami, popoldan pa z bančništvom. In stvari prihajajo potem takem lahko do tega, da ni rezultatov. In drugi ukrep pa je, da predlagamo novelo zakona o državnem tožilstvu, s katero znotraj specializiranega državnega tožilstva ustanavljamo nov oddelek za pregon bančnega kriminala. Poleg tega predlagamo tudi okrepitev specializiranega državnega tožilstva z več tožilci. Namreč premalo tožilcev se ukvarja s pregonom bančnega kriminala. Premalo. Na tem področju, če gremo, koliko bi bili stroški novih tožilcev, v ozadju govorimo o milijardah evrov, katere so sanirali davkoplačevalci, in ni denarja, oziroma tudi ta denar, ki bi bil namenjen novim tožilcem, je kaplja v morje v primerjavi s tem, kar torej lahko pridobimo, če imamo učinkovito tožilstvo na tem področju. Torej, to je paket 3 zakonov Nove Slovenije in si zasluži podporo tudi v Državnem zboru. Naj tudi sporočim, da se bomo danes vzpostavili kontakt, pisali ministru za pravosodje, gospodu Klemenčiču, in prosili za sestanek, da naredimo 2 koraka naprej, skupaj 2 koraka naprej. V Novi Sloveniji smo pripravljeni tudi kje popustiti, samo da naredimo res skupaj 2 koraka naprej in da odgovorni za bančno luknjo, kazensko in škodninsko, odgovarjajo, da s tem dobijo tudi davkoplačevalci določeno zadoščenje, ter da tudi se okrepita del državnega tožilstva.